Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na Sedi resnice. Danes je četrtek, 1. september, prvi šolski dan. Jasno, danes je velika gneča v okolici vseh šol. Jaz pa sem se odpravil pred eno od osnovnih šol tukaj v Mariboru pogledati, na katere smo najbolj ponosni, ki z velikim vznemirjenjem in pričakovanjem v očeh prvič prestopajo šolski prag. To so prvošolčki, da jih malo povprašam, kako kaj danes, ko se začenja novo poglavje v njihovih življenjih. Aha, tu vidim, zdaj prihaja ravno ena družina, tako oče kot mati skupaj z malim sinkom, kot se seveda spodobi na tak pomemben dan. Dober dan, reporter Milan, pardon, da malo zmotim, danes pa je prvi šolski dan, ne fantek? Stric, jaz nimam knjig. Kako? Dobro, no sem ti rekel, da ne govoriš, to ti mi kaj jih ne poznaš. Še to torbo, pa to kaj sem ti kupil, ti bo nekdo pluno. Počasi. No pa prvi šolski dan je. Ja, bom jaz to bo rihto. Jaz sem sam šel prvi šolski dan, noben me ni za roko pela. Kako to mislite, niste kupili učbenikov, fantu? Kaj, ki ne, zakaj ne vkradem? Rek, glej, malo je odprte glave, ful. Smo rekel, glej, levo, desno, malo poglej, nekaj mu prekopirali, pa to vse pa se lahko drugih uči. Veš, kaj ti hočem reči? Jaz sem bil, mislim, zdaj, malo je narodno, da s tistim, ko bo sedel, da bo tistega črpal, ne, ampak jaz zdaj ne vem, s kom bom sedel, mogoče bi se prej zmenili, pa bi mu to jaz nekaj zraven dal, ker 118 € sigurno ne da. Samo je pa pač obvezno, gospod, ne? Kaj je obvezno? Obvezno je tudi torba za ne vem koliko evrov, ker je vse preslabo, peresnica, vodenke, barvice ne morejo biti navadne, ampak one ko stanejo 10. Znorel sem, ko smo pod copate šolske šla, veš kaj so šolski copati? Par dinarov so stali včasih, zdaj 20 €. Ja, se pravilno, noge ima samo ene, usnjene smo mu vzela, tako imajo vsi. Ja, kaj se bo s čoperom vozil po hodnikih šolskih, kaj usnjene? Včasih ni bilo usnja, PVC pa ona gumica, pa smo že fuzbal sem špijali. Ja, no, kaj bi rad, da malega zdaj že prvi dan označijo, tu pa s prstom za njim kažejo. Glej, če je bilo po moje, pa ne vem zakaj ni, pa kdo bi me ne zadnje lovil, bi tako me v 5. razred šel. Se pa vse ostalo mu lahko daš doma. Afrika, Azija, glej, to ni. Pa pravim ti odprte glave je zaživ, on bo pred drugimi. Jaz bi pa prešparil, ne vem, samo na knjigah 1000 €. Da bi te lahko mogoče imel navigacijo v avto, neko konkretno. Ne pa to tega Kitajca, zdaj imam, ko se prislivnici vkasne. Ja, čuj, knjige mu bomo mogla kupiti. Letos ne. Ker sem ti rekel, pri peresnici je bil zadnji udarec. Bile so po 11-12, na koncu sem dal 29-90, ker je oni gor, kaj je, Ronaldo. Hoda v Luna parku delam, bom sinu Ronaldo kupoval. Kaj je bilo narobe z Bambijem, pa za ono družino, za 11 €, kaj je bilo gor? Če pa je fant, sedeni punčka, čuj, it moramo, ker samo naše čakajo. Ja, mi je njima kam it, naj gre noter, dajmo sendvič, pa ga not potisni. Kaj mu zajmo tudi, kaj smo zizo dala, zdaj, kaj? Kak sendvič, mislite? Ja, sendvič bo vsak dan. A nima malce v šoli? Malce. Pa kaj ti veš, kaj je to? Jaz enkrat sem bil v Turčiji, nisem taki inkluziv imel, ko imajo tu malce kosilo, zapati, telovadba, varstvo, omarica, pa kaj ti si noro, kaj si? Se ne kradem, nijam kam dati, sendvič pa dio, se vam zdrži. Doma v dveh pa na žlico nekaj pa dio. Jaz imam 3 leta star avto, malo treba študirati na življenje, ne pa tak. To je bila, hvala lepa, to je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.